Leta 1856 se je v vasici Smiljam pri Gospiću rodil Nikola Tesla. Med bliskanjem in grmenjem hudega neurja sta prestrašena babica in nenavadno umirjena mati povili zdravega in krepkega dečka. Mimogrede se je v nevihti rodila tudi ena največjih legend, in to v času znanosti in tehnike, ki legend ne prenese več. Nenavadna naelektrenost, visoka napetost, misli in vizij spremljata tega dečka skozi življenje močneje kot očetova želja, da bi postal duhovnik. Še kot mož se je celo življenje igral z bliski, kakor še nihče pred njim, morda prav zaradi prvega, ne tako kratkega stika z nevihto. Za mnoge je še danes eden od največjih genijev vseh časov, za druge mož, ki je izumil 20. stoletje. Tretji, ki ne marajo pretiranega poveličevanja, mu priznavajo, da je med več kot 700 njegovimi patenti nekaj ključnih izumov. Živimo v času splošne poplave nepotrebnih informacij, ki vnašajo zmedo in odvračajo pozornost ne le malega, navadnega človeka, ampak tudi globokoumnih ljudi. Živimo v družbi spektakla, v kateri je težko doseči potrebno notranjo tišino. Tisto, česar si zdaj najbolj želimo, so tesnejši stiki in boljše razumevanje med posamezniki in skupnostmi vsega sveta in izkoreninjenje fanatične predanosti vzvišenim idealom nacionalnega egoizma in ponosa, ki tako rado svet pahnejo v prvobitni barbarizem in spore. Vsi smo eno. Posameznik je minljiv. Rase in narodi pridejo in gredo, ampak človeštvo ostaja. Babica, ki je materi Džuki pomagala pri porodu, naj bi, ko se je močno zabliskalo in je grmelo, da se je vse treslo, dejala:
To bo otrok neurja. Mati pa je odgovorila: ne, to bo otrok svetlobe. Albert Einstein je bil že kot otrok tako navdušen nad svetlobo, da si je jasno predstavljal, kako jaha na velikem svetlobnem žarku. Mali Nikola Tesla se je navduševal nad strelami. Čeprav sta imela oba znanstvenika različne poglede na nekatere znanstvene teorije, je njuno ustvarjalno delo in njuno intuicijo napajala prav ta igriva izkušnja iz otroštva. Ali so tudi vam igrivost, iskrivost in iskrenost še vedno blizu? Če človek opusti otroče, ohrani pa tisto otroško čudenje, potem lahko tisto, kar je nekaterim morda čudno, postane čudenja vredno. Jaz sem del svetlobe. Ona je glasba. Svetloba napolnjuje mojih 6 čutil. Jaz jo vidim, slišim, jo vonjam. Okušam se, jo dotikam in jo mislim. Mišljenje je moj 6. čut. Delci svetlobe so kot zapisane note. En blisk je lahko celotna sonata, 1000 bliskov je koncert. Hvala lepa. Zavestno smo začeli z glasbeno-umetniškim šokom, presenečenjem za vas. Všeč mi je bila besedna zveza, nekdo rekel digitalni šok. Evo, da se malo zbudimo. In dobrodošli na mednarodni konferenci lovedigital.si, ker imamo radi tehnologijo. Danes se pogovarjamo o razvoju kompetenc za digitalizacijo podjetij. Pa da mečkem preverimo, kje smo glede te teme vzdušja v dvorani, vas prosim eno stvar. Vzamite svoje mobilne telefone, šli boste na tole spletno stran menti.com, vpisali boste tole kodo našega dogodka in tam boste odgovorili na vprašanje, kateri je ključni izziv iz področja digitalizacije za vašo organizacijo.
z eno besedo. To je samostalnik in vse, kar boste zapisali, se bo pojavilo na ekranu. Tako majčkeno preverimo, kje smo s to temo danes in v katero smer lahko plujemo danes. Imate cirka 2 minutke časa za tole. Če kdo nima mobilnega telefona, ne prišepne sosedu, kaj si on misli o tem. Lahko pošljete 3 besede na ta naslov. Tisti, ki bo prvi, Aleš, deaktiviraj tole. Pa da vidimo prve besede. Evo, imamo znanje implementacijo. Super. Tistih besed, ki bo več, bodo z večjim fontom napisane na ekranu, boste videli. Super. Znanje prevladuje zaenkrat, super, danes se bomo tudi učili predvsem. Vam je zabavno? Kdo išče svojo besedo, ki jo je napisal na ekranu? Vidim, da pogledujete gor. Aha, se že smejite, super. Ok, 60. Smo? Super, ste, hvala lepa. Evo, za malo interakcije. Ok, ključni izzivi, ki jih vidite, znanje, kompetence, implementacija. Ne zdaj več, no zdaj zberem, dajte nehati. Se pravi, vedno smo še kompetence, znanje, implementacija. Super, dobra popotnica za današnjo konferenco. Skupaj bomo 2 dni. In naj povem, da nam je v čas, da konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 2 dni smo skupaj, prvi dan se pogovarjamo bolj, kako uspešno voditi digitalno preobrazbo. Namenjeno vodjem, direktorjem, managementu in bo zelo motivacijsko, pa majčkeno akcijsko. Jutri nas čaka super dan, ki pa bo bolj posvečen praktičnim rešitvam in da vam predstavimo neke priložnosti za vaša podjetja in da se čim več naučite poglobljeno skozi delavnice. Zdaj pa, malo smo se povezali zdaj med sabo, publika, zdaj z ekranom, pa vam povemo, kako smo se mi povezovali organizatorji. In sicer, glavna organizatorja dogodka sta Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, znotraj projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Od zdaj naprej bom rekel samo skladi, ker to je res tak dolg sklad, pa upam, da mi sprejmete to, ker je lažje za moderacijo. In pa drugi glavni partner, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji. Partnerji dogodka pa so Digitalna koalicija, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, Nemško-slovenska gospodarska zbornica in digitalno inovacijsko stičišče DIH. Sedaj pa, ko se spodobi za tak oreng dogodek, najprej ko vodni besedi vabim glavno organizatorja, najprej gospo Ireno Kuntarič-Hribar iz sklada, evo, krajše, zelo kratko, minutka do 2, svete, tehnologija je učinkovita stvar. Pa en aplavz, prosim, evo. Veseli me, da vas lahko pozdravimo v tako velikem številu podjetja, javne inštitucije, kolege in kolegi, ki očitno vidite prihodnost tudi v digitalizaciji. Sem hotela prej, imam vse napisan, kaj bi mogla povedati. Sam me je dogodek, ki je bil prej presenečenje tudi zame, ne samo za vas, spomnil na eno zadevo in sicer na Odisejo 2001. Bila je glasba iz Odiseje 2001 in sem se spomnila, sicer takrat se še nisem rodila, ampak ta film je bil prvič predvajan leta 1968 in to v istem mesecu, ko je človek stopil na Luno. In kaj smo videli v tistem filmu? Nekaj, kar je bilo tudi v teh odzivih, kaj pomeni digitalizacija. Imeli smo prvi primer umetne inteligence, imeli smo flat screene, imeli smo tanke monitorje, imeli smo mobilne telefone, imeli smo vesoljske postaje leta 1968 v filmu, kateremu so se
10, 15, 20 let zelo smejali, zdaj ga imajo pa v klasiki znanstvene fantastike. In ko pogledam nazaj, če bi nas pred 15 leti nekdo vprašal, veste kaj, zdaj bomo imeli pa mi touch screen naše telefončke, se bi mi vsi smejali. 15 let nazaj. Se pravi, zdaj smo se pa postavili v situacijo, kjer Bog ne daj, da pomislimo, da nekaj jutri ne bo, kaj lahko je že veliko več od tega. In menim, da če se ne bomo pripravili, in to delamo na našem skladu skoraj na vseh projektih, tako na projektih kompetenčnih centrih, tako kot povezuje, se pravi, po kreativni poti do znanja, pri celoviti podpori za aktivno staranje zaposlenih v podjetjih, se pravi, povsod uporabljamo digitalne kompetence in spreminjamo mindset podjetij. Zato ste tu, ker ste vodje spreminjajo mindset. Brez vodij ni sprememb. Tako da jaz vam želim uspešno konferenco in pridobivanje novih kompetenc. Super. Tako da se vidimo še tekom današnjega in jutrišnjega dneva, tako da uspešno delo vam vsem želim. Hvala lepa. Da vas malce testiramo, kdo je vse vodja v tej dvorani konferenci? Vodje roke gor? Super. Vidim, da samozavestna dvorana. Vsi smo vodji danes tukaj, a prav? Ok. In še drugi vodni nagovor, gospod Aleš Kantaruti, državni sekretar iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej lepo pozdravljeni tudi seveda v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministra Zdravka Počivalška. Dovolite mi nekaj res kratkih besed v uvodu v današnjo konferenco. Pravzaprav smo električni uvod res doživeli in vsaka čast in izjemno lepo presenečenje za to ponedeljkovo jutro. Zdaj, digitalizacija in digitalna transformacija podjetij, gospodarstva sta ključni prioriteti našega ministrstva. Tudi ostalih ministrstv, pomembno je, da je to medresorski projekt ali pa da rečemo dogajanje aktivnosti, kajti le sodelovanjem bomo lahko uspešni pri izzivih, ki nas čakajo. Postavlja se kar samo vprašanje, kaj pravzaprav je ali pa kako si lahko razložimo, razlagamo digitalizacijo, digitalno transformacijo. Danes smo slišali misli dveh velikih znanstvenikov, velikih imen naše zgodovine, tudi približno istega obdobja, kot bom uporabil zdaj, tudi enega velikega misleca, pa se bom podal rajši na polje umetnosti. Dramatik Bertolt Brecht je nekje v začetku, v zgodnjih 50 letih nekaj modrega povedal. In sicer, da je narava stvari takšna, ker je narava stvari takšna, kot je, stvari ne bodo več takšne, kot so. In na ta način se mi zdi lahko najbolj elegantno opišemo digitalno transformacijo. Danes je tako, jutri bo drugače. In pomembno je, da smo del teh sprememb, da smo del teh procesov, da jih obvladujemo, da se jim prilagajamo še bolje, da jih kreiramo. In če jih želimo kreirati, potem je sodelovanje tukaj samoumevno, drugače enostavno ne gre. In prav zaradi tega, ker si želimo sodelovanja, ne samo med ministrstvi, ampak predvsem strokovno javnostjo, predvsem s podjetji, z gospodarstvom na teh področjih, ki so izjemno pomembni za našo skupno prihodnost, zato smo danes tukaj. In zato vam seveda v imenu ministrske ekipe hvala za vaš prispevek, hvala seveda tudi kolegom iz, kako smo rekli, da bomo rekli? Sklada. Hvala za to in verjamem, da se bomo v takšni zasedbi še dobivali, kajti, kot rečeno, to ne more biti in ne sme biti enkraten dogodek, to je proces, ki traja. Najlepša hvala. Super, hvala lepa.